Živijo, jaz sem Jure Košir, sem bivši alpski smučar, danes pa velik podpornik slovenskega športa in tudi velik navijač. Evo, Jure, res sem vesel, da so se končno ujela, ker nekaj časa so se lovila. Sam si se že sicer predstavil, ampak mislim, da te praktično vsi poznajo. Že v prvi vrsti si vrhunski smučar, dobitnik olimpijske medalje, reper, uspešen poslovnež in, kar je najbolj važno, tudi oče 3 otrok. Tle so si kar podobna. Tudi jaz smo isti vrstni red, najprej 2 punci, potem fant. Tako da, kako je ta vloga? Ta vloga je super. Moji so kar veliki že odrasli, bi lahko rekel, 21, 19, 17. Tako da so že kar samostojne osebnosti. Z določeno starostno, bom rekel, periodo prihajajo določene težave, ampak mislim, da jih v redu rešujemo. Ker sem prej rekel reper, se imaš zdaj nekega, ko bi si rekel, pionirja slovenskega repa? Jure Košir je imel prej album. Aha, bravo, ampak ni bilo to istega leta? Pol leta razlike. Ok, ampak 94, gor dol. Jure je smučal hitrej. Ok. To ampak ne morem se pa klasificirati kot reper, daleč od tega. Ampak to je zelo po naključju se zgodilo. Mi smo imeli navado, da smo si menjali kasete, takrat so bile še kasete, se spomniš, in z mojim prijateljem, soreprezentantom Matejem Jovanom smo nosili en tak beatbox, en tak stereo sabo in smo menjali kasete z drugimi ekipami. In so Američani tam v začetku 90-ih nam prinesli kasete, zamenjali, mi smo neko elektronko njim dajali, nek house. Oni so pa imeli recimo Public Enemy, NWA in to je bilo razodetje za nas, sploh za naju dva. In smo začeli to res kar poslušati. In potem je pa to je bilo čista novost v Sloveniji. In ko so nekako novinarji, predvsem Igor Ebergant, on je bil zelo takrat športni novinar, zelo raziskovalno usmerjen, je pač videl, da to poslušava in je rekel, dajte videti še kaj ustvarjati. In pa so dejansko začela besedila malo pisati in tako je vse skupaj nastalo. In tudi prvi komad, ki ga pač vsi najbolj poznajo, da včasih smuča hit, je bil napisan v bistvu za eno TV oddajo, tako zelo na hiter in zelo v šali. In pol smo imeli pa, to je bil en kreativen proces, ki je bil meni sicer zelo všeč, ampak v naši skupini se jaz nimam za tistega, ki je to ustvarjal, jaz sem pač moje dele besedil nekaj pisal, ampak je bilo pa recimo Pižama je bil zraven, Klemen kot 18-letnik takrat, tako da smo bili ena skupnost, zelo fajn čas smo preživeli skupaj, ampak daleč od tega, da bi se imel za reperja. In ravno te stvari, konec 90-ih, nekako so te delali nekako drugačnega. Jaz, če rečem iz sebe, če izhajam iz sebe, takrat sem čudil tebe in recimo Marka Miliča na slovenski športni sceni, takrat sta nekako izstopala, nekaj je bilo drugače na vaju. Kaj je bilo tistega? Moje so bila malo bolj odprta, tako malo bolj šaljiva tudi. Ni nama bilo težko recimo nastopati, po moje. In takrat se je nekako Slovenija začela res bolj tako odpirati proti ven, se mi zdi. In športniki niso bili toliko zaprti sami vase. To je bilo tudi nekaterim, moram reči, šlo v nos, predvsem tistim starejšim funkcionarjem, vem, in v Smučarski zvezi in na Olimpijskem komiteju Slovenije, sem kdaj slišal kakšen očitek, da sem preveč amerikaniziran športnik, komercialen in tako naprej. Ker pač navajena je bila ta družba naša tistih amaterskih športnikov in tako, da ne bojo kaj preveč izstopali in to. Ampak v tem času se je zdaj, moram reči, pa v Sloveniji res ogromno spremenili in zdaj te športnike, ki jih zdaj gledamo, seveda to je 30 let od tega, kar je tudi normalna posledica, so res taki,
so tako kot, bom rekel, največje zvezde svetovne, ne, se tudi obnašajo temu primerno in super, da je tako. Pa si bil tudi tle na nek način pionir in hvala Bogu, da smo Ampak te to je bilo čisto nezavedno, no, ne da bi se s tem ukvarjal. Res je, da sem jaz sodeloval z tujo marketinško agencijo, sem bil njihov klient in so me oni kar nekaj šolali v smislu tega javnega nastopanja in bom rekel, ne public relations, ampak odnosa do novinarjev in spremljevalcev, tudi sponzorjev in tako naprej. Tako da so me kar nekaj naučili. No. Ampak nisem pa nikoli, bom rekel, zavestno delal tako, da bi bilo to, da bi se s tem prav, da bi razmišljal o tem. To se spomnim, še tistih prenosov na Eurošportu. Se mi zdi, da si bil kar tudi v širši javnosti, ne samo slovenski, zelo pri srcu tipa. Ja, predvsem Italija. No. Ja. Žal mi je, da takrat nisem italijansko, no, se tudi zdaj še ne znam dobro, ampak zdaj že bi lahko se nekaj pomenil. Bi mi še več pomagalo v smislu te razpoznavnosti v Italiji. Italija je bila takrat res kar nora na smučanje, no. Bila Deborah Compagnoni pri ženskah, pa Alberto Tomba pri moških in so bili v bistvu v vrhu. In Italija je bil en super trg za nas in tudi tako ena platforma. No. Ja, drugače pa Eurosport, moram reči, da smo kar, pa ne sam jaz, tudi celotna slovenska ekipa, ki je bila v bistvu iz tako majhne države, tako močna ekipa, predvsem slalomisti, no, je požela kar precej zanimanja. No. In tudi, bom rekel, konec koncev na trenutke zavisti takih ekip, kot je bila recimo Avstrija, Francija in res te Švica, recimo. No. Ja, in potem si tudi leta 1994 osvojil si bil prvi po vrsti, če se prav spomnim, za zimske olimpijske igre. Pri fantih prva zimska. Ja, so bile še Alenka, Žan. Zdaj je imel še Žan Kranjec. To se zaenkrat. Ja, in takrat si osvojil to prvo kolajno, potem zmagal še na, če se ne motim, treh tekmah svetovnega pokala. Ja, in kaj ti največ pomeni? Ali ta zmaga doma, pred domačo publiko, Kitzbühel? Največ mi pomeni olimpijska medalja. Imel sem srečo, da sem na 4 olimpijskih igrah nastopil. No. Imel sem, bom rekel, 2 izstopajoča rezultata, čeprav sem bil 4-krat med 10, no, ampak bil sem 3. v Lillehammerju, pa potem sem bil na naslednjih v Naganu 5. za 18 stotink za medaljo. No. In v bistvu bi tisti nastop opisal še boljši. Tisti bi bil v bistvu moj najboljši olimpijski nastop v veleslalomu. Nažalost 5. mesto, ampak z eno gromozansko napako pred ciljem, no, ki me je vzela hitrost. Ampak tisti dan je bil moj najboljši olimpijski nastop. Lillehammer se je pa zgodil tako zelo z enim takim scenarijem, ki ga nihče ni pričakoval. Tja sem prišel res v odlični formi, ampak je potem se prvi tek nekaj zalomil, nekaj zaradi pogojev, ker sem recimo bil pred Tombo 30, pa je potem postala proga hitrejša. Skratka, en scenarij, pa drugem iz 8. mesta na 3, kar nekaj odstopov, nekateri so zaostali, en tak roller coaster čustveni, ampak ja, medalja je pač medalja. To olimpijske igre bi dal absolutno na prvo mesto, na drugo mesto bi dal pa mogoče, kdo ne ve, kot edini Slovenc do zdaj sem pač bil uvrščen med 3 v skupnem seštevku svetovnega pokala. No. To je bila sezona 95 in takrat sem res zelo dobro sezono. No. In veleslalom in slalom. Ne vem, 70-krat sem bil med 10 svetovni pokal, mislim, da 21-krat na stopničkah. Tako da, pa te zmage, ki jih je mogoče premalo za nekaterega, ampak je bilo težko Tombo premagati. Nice. Dai, Sunshine, dai. Adesso sento Jure. His best season was also your best season, and he said he's still a bit mad on you because you had the best season of your life as he did. Sì, perché lui Jure era secondo quell'anno come punteggio di Coppa del Mondo, me lo ricordo anche fino a Bormio, che avevamo la Coppa del Mondo del Gigante, e io vinsi quel Gigante lì, andai avanti come punti, arrivai con 1200 punti quasi a Bormio. E lui non mi ricordo se era 900 quelli che... l'anno per me di 11 vittorie, 9 consecutive, l'anno più importante per me della Coppa del Mondo generale, che sul podio davanti a 30-40 mila tifosi Juri mi passò, mi diede il microfono e mi incitava anche al pubblico, che dissi le parole
come il politico, come il dittatore, come il gladiatore in questo Colosseo, in questo stadio enorme. Tutti erano venuti lì per festeggiare la Coppa del Mondo generale. Infatti c'è stato un po' di pianto, un po' di lacrime, mi sono commosso. But he win one race. He beat you on your home soil in Madonna di Campiglio, and I think it was around your birthday. It probably wasn't easy for you, but he said you were happy for him too. Sì, ma a casa mia, a Madonna di Campiglio, era il dicembre, il grande slalom, per 7 centesimi lui vinse quella gara. Grande forma aveva quel giorno e quella stagione, e così è stato. Dopodiché siamo poi arrivati all'oro, siamo arrivati a Nagano, 98 Olimpiade. Se vogliamo mettere le 2 volte, io argento e lui bronzo. Mi ricordo quello slalom molto freddo, era in quella gara, meno 20, meno 25 c'era in partenza. He said that before the race you were warming up in some restaurant, and the shoes, ski boots, you put on like warmers in restaurant. He said this. Sì, e poi ero cold. furbo io, avevo la tattica, Jure mi guardava molto. Quando era molto caldo facevo un buco e mettevo lo scarpone dentro perché la durezza dello scafo. Quando era freddo stavo sulla coperta, perché sennò a contatto con la neve il piede devi sentirlo. Quindi per questo era molto importante negli atleti la scarpa. Ampak sem pa na pravih mestih osvojil zmage, se pravi Kitzbühel, Madonna di Campiglio in pa Kranjska Gora doma. Jasno bi mogoče kakšen Wengen bi bil, ali pa Schladming, ker to so te klasike, ki največ štejejo. No. Tako da, ja, če me kdo vpraša, bi pač to izpostavil. Pa večkrat si že podaril, v tistem času Alberta Tomba, res bil šef na teh strminah in tudi vidva sta postala dobra prijatelja. Kdaj oziroma kje je bila tista točka, ki je preskočil to, da sta res Ja, v pa še vedno? bistvu smo bili na eni skandinavski turneji, no, in jaz sem bil takrat še čisti zelenc, ne vem, star po moje 20 let. In smo skupaj v enem hotelu stanovali in je Tomba prišel pri večerji do naše mize in rekel mojemu trenerju, če bi treniral jaz z njim, naslednji dan. Sì, questa è la volta che gli chiesi, eravamo a cena insieme in Norvegia, in un posto di Coppa del Mondo, c'era questo allenamento prima delle gare, infatti mi è stato simpatico subito, penso anche lui per me, anche lui stessa cosa, a quel momento lì io vincevo tutto, e per lui era un'emozione unica, è stata fare allenamento con me. Infatti era molto agitato, non tanto per le gare, ma per questa volta che si è allenato con me. Sì. Potem so dejansko skupaj trenirali in čez leta kasneje mi je povedal, zakaj se je za to odločil. In sicer je rekel, da ga je opozoril njegov trener, da naj opazujem tehniko tega Tamauga, ki je nekoliko drugačna kot njegova in da lahko on tudi pobere nekaj od mojega smučanja. Čeprav jaz mislim, da sem vseeno veliko več odnesel od teh sparing treningov, predvsem v smislu kondicijske priprave oziroma moči, ker sem bil povabljen tudi v nek trening center v Bormio poleti, ker so bili recimo testi toliko pred nami, ker smo v Sloveniji takrat imeli, se pravi analiza moči, pospeškov, eksplozivnosti, skočnosti in tako naprej, da sem videl v bistvu, koliko je v bistvu Tomba v teh segmentih tudi pred mano. No. To je bilo kar razodetje, no, ampak smo mi skušali prilagoditi trening. Jure was also impressed. You invited him once on a training in Bormio and also in Corne alla Scale before Nagano Games. You remember this? Io ricordo molto Corne alle Scale perché in Appennino io feci gli allenamenti più rigidi, più belli e giusti prima di essere Nevada. Però quello che dice questo allenamento con Jure era anche prima di Nagano 98 e io mi ricordo molto in forma. Lui ti può dire che un secondo e mezzo a Manche ero davanti, lui arrivò a Nagano quarto dietro a Mayer che vinse l'oro, in quel gigante, io caddi, feci una caduta spettacolare, mi sono fatto anche male, in questo gigante del 19 febbraio 98 in Giappone, Olimpiadi.
e lo slalom stavo male, ho provato ma non andava bene. Drugače pa, kar se tiče teh zimskih snežnih treningov, to je bilo organizirano top, no, in mi je res veliko pomagalo, da sem lahko z njim treniral. Ja, in prej sva, si rekel, Kranjska Gora doma, ko si zmagal, vodil si že po prvem teku. Ja, to rekel, vsi so nekako, vse oči so bile odprte od tebe, kaj se je bilo v glavi? Doma je po eni strani najlažje tekmovati, pa po drugi strani najtežje. Ne? Najlažje zaradi tega, ker najbolj poznaš teren, pogoje, velikokrat si tam treniral in pač ti je domače, kar se tega tiče. Po drugi strani je pa ta pričakovanja javnosti, to je pa gromozansko. Ne? In zdaj, če je 20-30 tisoč ljudi, stojiš na štartu in ko te napove zadnji peleš kot vodilni po prvem teku, pa slišiš tisto rjovenje, pač hrup iz doline, lahko pridem lahko pod kožo, no? Ampak če si dobro pripravljen, če si ready za ta trenutek, potem se da. Tudi s tem pritiskom je tako, ne? Na začetku je tudi mene kar nekajkrat pobral, ampak potem se pa večkrat si v taki situaciji bolj se privadaš te treme in pritiska. Tako da, recimo čisto drugače pa Kitzbühel, ki je pa še več ljudi, 44 tisoč ljudi bilo takrat, ko sem zmagal, ampak tam se pa pričakuje samo avstrijska zmaga, ne? Torej, si ti kot nek underdog, ki ti je lažje tekmovati kot Avstrijcem na domačem terenu. Tako da se spomnim, takrat sem prišel v cilj in je bila čista tišina, nobene reakcije od publike, mislim, ni bila čista tišina, ampak sem rekel, tako sem si mislil, to pa ni bilo v redu, to bo nek zaostanek, ampak pa pogledam na semafor pa enka, ne? Ampak so pač Avstrijci imeli malo dolge nosove. Hvala Bogu. A gondolo ga še kaj pogledati? Smo kar dostakrat bili tako turistično, pač tudi neke te skupine sem vodil v Kitzbühel, zdaj da bi čakal svojo gondolo spodaj, ne. Me bolj zanimajo še drugi, družba, tisti, ki so še... Ja, in potem pride ta je bila to zelo tvoja uspešna sezona leta 1999 in potem pride ta prelom in takrat se mislim, da je začela ta carving smučarija, oziroma ta inovacija, ki to mislim, se je bila že prej, ampak res takrat se je pa res začel. Kako si se s tem soočil, pa nova generacija smučarjev? Kot prvo bi rekel, da ta revolucija je bila enkratna za alpsko smučanje, se pravi smučanje s smučmi s poudarjenim stranskim lokom, carving, kakorkoli že to imenujemo, ker se mi zdi, da za rekreativno smučanje je to nekaj odličnega. Ne? Ampak meni se je pa zgodila res v nepravem trenutku kariere. Ne? Se pravi, jaz sem končal sezono kot drugi slalomist na svetu za Finom Kristjanom Jagejem. In sem v super sezono in sem bil prepričan, da bom naslednjo sezono pa vzel globus. No. In tudi s tem namenom sem šel v priprave. Res sem bil zelo sem bil natančen pri pripravah, zelo sem bil profesionalen, skratka nobenih odstopanj od treningov in priprav. In je šlo vse super do nekje avgusta meseca, ko so pa prišle prvič te smuči ven od drugih proizvajalcev. No, mislim, da Salomon je prvi imel te, Elan ima tudi zelo krajše smučke. In moj proizvajalec, takrat Rossignol, je pa zelo dolg časa čakal s to spremembo. In jaz sem kar naenkrat zaostal za 2-3 sekunde za določenimi tekmovalci. No. Z enkratno kondicijsko pripravo, s top pripravami na snegu, ampak ta smučka je naredila res revolucijo. In mi je vzel pol leta, no, mislim, kot prvo, da sem šele jaz nekako ujel te. Potem sem pa rabil še celo pomlad delati ta, mi rečemo temu drill, ne, se pravi tehniko drill, ki moraš na dan narediti, ne vem, recimo 800 urad, presmučati s čist drugim gibanjem, kot si ga prej bil vajen, ne vem, 15 let. Se pravi, avtomatizirati neko čisto novo gibanje, se pravi, zdaj pri carvingu gre to lateralno, je šlo levo, desno, prej je bilo še tisti dvigovanje gor dol. In je bil proces, ki je bil zelo zahteven, zelo mukotrpen, zelo na trenutke tudi mučen, no? Ampak mi ni žal, da sem šel to čez, ker sem se mi zdi usvojil to tehniko, sicer ne toliko dobro kot tisto prej, pa sem še uspel tudi biti še v svetovnem pokalu potem s kratkimi temi smučami še enkrat med 3 svetovnih pokalov. Tako da, ampak zdaj, ko gledam nazaj, pač to je eno nesrečno naključje, no? Ker se mi zdi, da bi imel vseeno še nekaj sezon veliko bolj uspešnih. To ne bi zgodilo takrat, ja. In takrat v tem času si se pa tudi specializiral za slalom, si bil postal specialist. To me pa zanima, recimo pri slalomistih je res, imaš tistih 10, kolikor tekam, ne, in padeš v neko luknjo, 2-3 odstopa, pa imaš
lahko tudi po mesec dni čakaš na novo tekmo. Običajno se Kako gre pol na tekme Evropskega pokala, se pravi nižjo kategorijo pa to. Ampak vseeno je res, slalomist je lahko, če nisi v formi, pa da imaš neko muka odstopi, recimo, to se lahko ti zgodi, da 3 tekme zapored 1 centimeter greš med en tekma 60 urat, ne, in 3krat zapored zahaklaš, ne, se pravi pojahaš kol, ne, ker je lahko stvar centimetrov. In to je zoprn lahko. No. Jaz sem se razvijal čisto dokaj neobičajno. Jaz sem začel s hitrimi disciplinami, no, so mi bile najbolj pri srcu in sem bil tudi mladinski svetovni prvak v super veleslalomu. Sem najbolj užival kot 17-18-letnik v tej hitrosti. Potem je tudi nekaj zaradi sistema treningov v slovenski reprezentanci, so me precej hitro potisnili v tehnično ekipo. No in tudi veleslalom sem v nekaj sezon zelo dober, pol na koncu bil pa pač slalom. Je pa vse to zgodi, ni se sam meni, ta razvoj. V kakšnih številkah govorimo, recimo za enega nadebudnega smučarja, da oddela celotne sezone ali pa konec koncev profesionalca, kakšne številke so to za enega posameznika? Zelo različno, ne, zdaj, ampak ni pa poceni. Ne. In to je ena stvar, ki me nekoliko skrbi za razvoj prihodnjega slovenskega smučanja, ne, ker ljudje imajo nekakšna percepcija javnosti, da je smučanje nek elitističen šport, ne, da je vse nam bilo poslano z rožicami, daleč od tega. Sploh zdaj trenutno tisti, ki se ukvarja s smučanjem, pa je nek najstnik, ima zelo, zelo težko pot. Kot prvo, nima niti enega vadbenega poligona v Sloveniji, ne. Vemo, koliko imamo smučarskih skakalnic, cirka 100 v Sloveniji. Vemo, koliko imamo nogometnih igrišč, košarkarskih in tako naprej. Smučanje nima niti enega poligona namenjenega za trening, ne, kar je groza in to se ne ve v javnosti. Zato, ker smučišča so večinoma privatizirana in jasno, tam poteka turistična dejavnost, karte skušajo prodati in se ne more zapreti nek del smučišča oziroma niti ne želi strani lastnikov, da bi bil namenjen smučanju in učenju mladih bodočih, bom rekel, tekmovalcev. Kot drugo, ogromno finančno breme pade na starše, ne? In to res ogromno. Zdaj bom dal en primer, najbolj talentiran, bom rekel, najstnik slovenski, so starši povedali, da v zadnjih 3 letih je bil znesek participacije 75.000 evrov. In zdaj smučanje postaja na nek način tak šport, toliko poseben, kot je recimo tenis pri nam, pa bi rekel, da mogoče celo lažje v tenisu v teh prvih z manjšimi stroški v teh mlajših kategorijah priješ čez. Ker zdaj recimo, da si v nekem smučarskem klubu v Ljubljani, en otrok enostavno je cel kup voženj v Avstrijo za treninge, cel kup stroškov, oprema se je podražila, karte so se podražile, skratka. Tukaj bi bilo res treba en sistem najti, ki bi omogočal, da bi se več otrok lahko ukvarjali s smučanjem. Ker se mi zdi, da se je veliko jih prekinilo ravno zaradi tega, ker ni bilo možnosti več se ukvarjati. Kako pa je za to poskrbljeno? Recimo v nogometu je pač si zavezan oziroma pod pogodbo s klubi. Kako je prva, vi recimo sploh v elitni smučarji, ki ste zastopali reprezentanco, ste imeli ponad pogodbe z samimi zvezami. Kako je s tem urejeno? Recimo moja športna pot je bila taka, da sem že pri nekje 13 letih prišel v to državno selekcijo, ker smo v bistvu praktično imeli opremo zastonj, tudi treninge nekaj zastonj. Sem bil še vedno član smučarskega kluba in tako je še danes, vendar danes ni več teh otroških ekip in pa mladinske. So zdaj le težnje Smučarske zveze Slovenije, da bi se ponovno vzpostavila močna mladinska reprezentanca, ampak sredstva so pa precej omejena. No. Poleg sredstev mislim, da je tudi potrebno za te najmlajše dajati res dobre trenerje, ki imajo metodiko učenja, smučanja zelo naštudirano in so pravi trenerji. Dostikrat je bilo tako, da za te mlajše kategorije, da se je mogoče dali kakšne tudi manj izkušene trenerje in se je potem izgubila kakšna generacija. No. Skratka, klub, danes ne klub, ne smučarska zveza, če nek najstnik, recimo tle 14-15 let, ne igrata poglavitne vloge, ampak igrajo poglavitno vlogo starši, kar je narobe.
Žalostno, ja. Okay, vrnimo se nazaj k tebi. Leta 2006 je tista tvoja zadnja sezona, mislim, da je bil takrat še Torino, Olimpijada. Takrat mislim, da se nisi uspel uvrstiti na Ne, takrat sem v bistvu imel narejene kvalifikacije, v bistvu, ampak se je trener odločil drugače in me je pustil doma. Ker je sprožil tudi nek spor, ki pa konec koncev ni bil tako poglaviten, no. Ker nisem bil v formi takrat, da bi lahko posegel po kolajnah. No. Zdaj olimpijske igre so pa pač, če si že 4-krat prej bil, pa če si medaljo že imel, greš jasno s ciljem tja, da boš dobil medaljo in tako se potem dokaj na hitro se odločil in končal kariero. Je pa res, da od 2003 nisem bil več toliko fizično sposoben, ker sem imel eno poškodbo, sem imel operacijo kolena in potem je bilo vse precej drugače. No. Obžaluješ zdaj, ko pogledaš nazaj, ali s ponosom gledaš, v bistvu, ko se obrneš zdaj že kar nekaj časa tega? Ne. Obžalujem prav nič ne, ker se mi zdi, da sem imel res dolgo in rekel, kar bogato kariero. No. Veliko se mi je zgodilo, veliko sem dosegel. Jasno, pride kdaj kakšen trenutek, ki verjetno tudi tebi v tvoji športni poti, ki se tam pa škoda, da sem kaj zajene. Ampak da bi pa tako bil v neki travmi, da sem kaj nekaj. Če bi mi kot otroku nekdo rekel, da se mi bo to zgodilo, itak ne bi verjel. Tako da. A si kot otrok sanjal to, da bi pač smučar bil in da boš. Jaz sem imel to strast toliko razvito že od malega, ker konec koncev nekaj zaradi tega, ker prihajam iz tega okolja, ker je bilo pač ali hokej na ledu Jesenice, ali skoki v Planici, ali pa alpsko smučanje Kranjska Gora. Se pravi, to so bile edine možnosti. Tle ni bilo fuzbala, ni bilo košarke in tako naprej. In pa kot drugo način življenja takrat je bil tak, da enostavno si ves čas nekaj, smo otroci, ves čas športali. No. Se pravi, ker je bila zima, se je smučal ves čas. No. In tudi moj oče je bil izredno navdušen smučar, pa stric tudi in sta me že ona dva ogromen naučila, preden sem šel v organiziran program treniranja v klub. In ko sem enkrat pa začel ta proces treninga, pa ko sem napredoval, to je pa me je res potegnil in sem samo o tem razmišljal. No. Res je bila ta strast izjemna. Jaz sem se spomnil enega obdobja, ko sem res toliko treniral, ker sem mu tudi trenerja takega, ki je veliko dal na količino, no, in to je po cel dan je bilo. Po cel dan. No, lepo, da si uresničil neko te otroške sanje. Kaj je bilo pa v novi vlogi, oziroma naslednji dan, ko je bilo uradno konec? Kako si se znašel v tisti novi vlogi? Kaj je sledilo potem? Na srečo sem se malo pripravljal že prej. No. Sem nekako Ne, da sem si pripravljal pot, kaj bom potem. Vedel sem, da hočem ostati nekako povezan s športom, ne v smislu trenerstva, ampak da nekaj pa vseeno tukaj vem in da lahko tle delujem. No. Tako da sem s to agencijo marketinško, ki je moj bivši agent, me nekako vključil takoj v delovanje tega, bom rekel, skautinga, športnega managementa, marketinga, sponzorstev in tega, in sem v bistvu za to agencijo začel že naslednji dan v bistvu delati. No. Poleg tega sem imel dogovore s podjetji oziroma z brendi, s katerimi sem že prej sodeloval, da sem potem na način promocije deloval in tako se je v bistvu vse skupaj nadaljevalo. Ja, so pa tudi žalostne zgodbe in športniki, ki nimajo te sreče, da je takoj ta preskok, kot je pri tebi, ti si rekel. So žalostne, ker pač smo manj, kot prvo nismo formalno šolani, oziroma nekateri so uspeli univerze narediti. Kot drugo, ti manjka izkušenj, kot tretje je cel kupenih vplivov, ki te lahko, tudi jaz sem se nekajkrat v smislu poslov zakalkuliral in napačno investiral v določene dejavnosti. Na srečo sem tudi takih velik, ki so bili zelo uspešni, ampak lahko se ti pa zgodi res nekaj napačnih potez in se lahko precej pokvariš oziroma uničiš tisto, kar si zgradil potem predtem s športno kariero. Tako da tle je treba kot prvo res biti precej oprezen in ne iti na glavo, tako jaz svetujem tudi športnikom, ki nehajo si dati nekaj časa, razmisliti, kaj pa kako. Dejstvo je, da nobena stvar ne bo toliko strastna, kot je bilo recimo, kot je bil šport. Nobena te ne bo tako zapolnjevala, ni šanse. Ampak še vsem pa lahko najdeš neke
dejavnosti, ki so ti všeč, ki jih rad počneš. No, in jaz sem na ta način razmišljal in mislim, da je tako tudi prav. No. Vse, kot si rekel, to, da nič ne zapolne tiste vrzeli tekmovalnosti. A je umrl del Jureta takrat, oziroma kako si pol to, rekel, fizični, ali pa tako konec koncev psihično si se počutil, ko ni bilo več tistega manjka. Manj kot, bom rekel, ta tril tekme, pa napetost, pa pritisk, pa trema, pa ta agresivnost tekme, pa to. Bolj kot to sem pogrešal tisto tovarištvo oziroma družbo, način življenja tudi, ki je bil takrat. Ker si dejansko sam svoj šef, imaš super frende okrog sebe, potuješ po svetu, v bistvu sam za eno stvar moraš skrbeti in to sem malo pogrešal nekaj let potem. Kaj bi pa največji izziv po koncu kariere ali pa presenečen oziroma na to, ker mogoče nisi bil pripravljen pozitivno ali pa negativno? Kaj je bila tista stvar, ki te je v bistvu najbolj, ki si bil res presenečen? Zdaj fizično bi rekel, da vsaj pri meni se je zgodilo tako, da kar naenkrat, ker nimaš tega urnika, zjutraj moram trening narediti, gimnastiko, pol en trening, pač ker imaš vse splaniran, pol kar naenkrat ti tega ni treba in jaz sem prve 3 leta res nisem, ali pa 2 leti nisem mignil, in sem začel čutiti, da fizično moje telo zahteva en trening in da moram začeti nekaj delati. No. Tako da sem pol šel v neke, bom rekel, dokaj resne treninge ali pa vsaj približno disciplinirane. Psihično je pa to, da kar naenkrat nisi, kot prvo ni tega pritiska, no. Se pravi, se nekako tudi sprostiš, po drugi strani pa si en totalen zelenc in se malo iščeš, kje v življenju se boš pozicioniral, in kako boš še, 30 let, 40, 50, kaj boš delal, kako bo družina. Skratka, tle je cel kup enih takih malo tipajočih zadev oziroma nesigurnosti, negotovosti in je treba res biti, jaz bi rekel tudi, ni čisto nič narobe, če nekako se športniki posvetujejo, strokovnjaki, na različnih področjih, potem, ko recimo nehajo tudi kako oblikovati svoje življenje, kakšno miselnost naj oberejo, kako naj se sami sebe prepričajo v nekaj, kar bo sledilo. No. Jaz sem mnenja, da tako kot si rekel, ti si bil na nek način že počas pripravljen in je prihajal, si čutil, da počas bo ta moment. To mu rekel, težko je enega mladca pri 18 letih, 20, ki ve, da mu je samo tista zmaga, ampak potem, kasneje, se mi zdi, da bi mogel biti nek tak sistem, kateremu bi se pač lahko športnik zanesel na njega in neko luč. Mislim, kakorkoli pogledamo, so kariere kratke, in najbolj grozen mora biti, da se ti zgodi neka poškodba in da zaradi tega moraš tako urgentno oziroma v trenutku končati kariero. To mora biti resen šok. Kot drugo pa sistem, sploh v Sloveniji, ni naklonjen temu, da bo kdorkoli ti nekako kriv hrbet, ko končaš. Zdaj se sicer nekoliko postavljajo neki servisi po karieri oziroma neka pomoč, predvsem mislim, da strani Olimpijskega komiteja. Tudi zdaj so pač državne službe, kar takrat, ko sem jaz tekmoval, še ni bilo. Se pravi, če si vrhunski mednarodni športnik, imaš nek status, si lahko zaposlen v državni upravi. To se pravi, je saj ena zaslonka manjša, ampak vseeno pa ni pa še to, kar bi omogočilo, da bi športnik bil čist, bom rekel, brez skrbi. Pa saj tudi konec koncev, da saj se v smerih nekako, po mojem mnenju, bi jih bilo treba čim več zadržati v tistem športu, s katerim so se ukvarjali, ker lahko največ dajo. In tukaj se premalo posveča pozornosti. Tukaj se čisto strinjam. Kako so pa tvoja družina, otroci sprejeli tisti konec, oziroma si bil kar naenkrat, a si bil več doma, oziroma kako je? Pa sem bil skozi doma, večinoma, ne skozi, ampak mislim, da so bili še toliko majhni, da enostavno se ne spomnijo mene, ko sem še tekmoval. Tako da se mi zdi, da vseeno, sploh sin je bil še čisti, se je kasneje rodil, ko sem jaz že končal. Se spomnim, starejša hčerka je bila na eni tekmi, ampak se ne spomnim.
Ok, pol so bile tudi te, je prišlo do tega v tvojem življenju, šel si se tedanjo partnerko Alenko, nič koliko športnikov se sooči s podobnimi stvarmi, preprekami v življenju. Kaj bi bil tvoj nasvet, oziroma ko pogledaš zdaj nazaj, ker je že kar nekaj časa od tega, ker je za te statistike za športnike so res, ko končajo, kar skrbijo. Misliš, da je večji odstotek ločitev kot pri običajni populaciji? Mislim, ne, a misliš, da je kaj Mislim, da ne. Mislim, itak je nekje 50% oziroma malo pod 50. Tako da te stvari se lahko zgodijo. Zdaj jaz sem bil z bivšo ženo, so bila skupaj 20 let praktično, ne, od svojih zgodnjih 20-ih in se tudi človek malo drugače razvija in tudi, bom rekel, velika sprememba je, ko končaš športno kariero, ne, tudi za, bom rekel, za partnerja. Ne. Ta dinamika. Dinamika in pol tudi, da je, kaj koga veseli v 40 letih je čisto drugače, kaj koga veseli v 20-ih. In tudi osebe postajamo dost bolj individualne v smislu, ja, kako vidimo življenje pred sabo. Ne. Tako da, ja, to se je zgodilo. Absolutno je to ena velika sprememba in konec koncev je, sploh če imaš otroke, ne, in tako naprej, ampak nisem bil ne prvi, ne zadnji, ko se mu je to zgodilo. Treba je, po moje, čez to iti čim bolj korektno, čim bolj, bom rekel, pošteno, brez sporov, če se le da, in skrbeti čim bolj za otroke, tako za ene kot z druge strani. Ne. In ja, to je bilo pač en bump, ki se zgodi. Ne. No, nihče nima z rožicami poslano, ne. To moramo vedeti. Ja. Zdaj, če se vrnemo nazaj, ko si prej govoril o tvojih kolegih, recimo, kako pa so se recimo v tujini znašli te prvokategorniki, s katerimi si včasih smučal, delil tistih prvih 7 številk, kako ja, oni zelo različno, zelo različno. Kot prvo so tisti, bom rekel, ki so bili res elitno, ki so tudi toliko zaslužili, da jim ni blazen pol treba nekaj delati, čeprav jaz nisem zagovornik tega, da živiš od nekih starih slav. Mislim, da človek mora biti kreativen in nekaj delati, no, ampak za primer Lasse Schulz je pač tudi zelo uspešno poslovno potezo potem naredil, ki je svoje ime dal za blagovno znamko. In on je pač človek, ki je zelo na easy, ki se ne pojavlja, ne hodi okrog veliko in jadra, živi tam na enem otoku pri Oslu. In spet drugi so pa recimo njegov sotekmalec, Kjetil Andre Omot, je pa postal en najboljših speakerjev, za motivatorjev, ne, in recimo ima dela za UNICEF, dela za največje podjetja, svetovna motivacijske govore in je bil enkraten, tle sem ga tudi kot gosta enkrat na Sofu. Njegov nastop je fascinanten, no, kako predstavlja svojo športno pot, svoje življenje in tudi kaj lahko da drugim, ki niti niso športniki. Ne. Zdaj, Tomba je že, to je italijanski old money, tako da imajo že družinsko pač to vse pošlihtan, cel kup premoženja, ne. In preživlja poletje na Sardiniji, drugo malo hod okrog. Se ni nič spremenil. Se ni dosti spremenil. What is Alberto doing now? È un piacere per voi. Adesso Alberto riposa, relax, segue un po' le sue case, che gli piace molto la parte immobiliare, ma tranquillo, così in privato. E sto con la mamma, papà l'anno scorso ci ha lasciati a maggio, tanti bei ricordi di lui agli inizi, e mio fratello, siamo diventati più amici, più vicini dopo la morte di papà, e mia sorella sta con suo figlio, mio nipote, adesso è su in montagna e lo fa sciare un po', ma a livello amatoriale, non di gare. E questo è quanto, anch'io adesso ho amici, adesso posso scegliere quelli veri, oggi che riesco a controllare se vengono per la fama, perché sono famoso, perché sono amici di famiglia. It's winter. Does Alberto still ski? I saw the commercial for for Lamborghini, and you still got it. Sì, però ho smesso, adesso ho qualche evento, devo sciare, ma solo un giorno, quindi farò sì e no 5-6 giorni all'anno, veramente pochi.
preferisco il caldo, sinceramente. Io ho scelto la neve, però potevo fare lo sci d'acqua perché mi piace molto il caldo, l'estate, la spiaggia. Vado nei momenti di tranquillità, non di caos, in Sardegna. Infatti qualcuno dalla Slovenia, Jure, è stato invitato da me anni fa, dei bei posti. Zdaj, eni so šli zelo v posel, nekaterim je zelo uspel, nekaterim ni. Pač različno, no? Tako kot ljudje, ki so v običajnih sferah, no? Ne športniki. Bi rekel, zelo različno. Kako pa je recimo v tujini, ko za te reprezentante je, ker si pač toliko prepotoval in toliko ljudi spoznal različnih kultur, je bolj poskrbljeno za te športnike oziroma imajo več možnosti, ker se prej govorila v Sloveniji, marsikdo, rekel, hitro lahko zatava oziroma teh možnosti nima oziroma res. V tujini sem opazil, sploh Švica recimo, je velikokrat tega podjetja, ki so sponzorirala nekega športnika, so jih velikokrat potem v svoj kolektiv vzela za različne pač funkcije. In tudi to se je izkazalo, da je zelo uspešno, da so bili to zelo dober kader. Kot drugo se zdi, da druge, bom rekel, zahodne te organizacije športne veliko več naredijo v smislu tega, da zadržijo svoje športnike v svoji sferi, se pravi organizaciji, in jim skušajo dati neko vlogo za prihodne rodove. Ne. Tega se mi zdi, da v Sloveniji absolutno ni dovolj, ampak pač bomo videli, upam, da se spremeni. Zdaj, ko si že zakorakal čez Abrahama, kaj te vsak dan požene iz posle, oziroma prej si rekel, da si dosti prehodiš, oziroma zdaj, kakšne aktivnosti čez zakvarjaš? Jaz si zelo take, zelo sem v bistvu zadovoljen z zelo drobnimi stvarmi, no. Mislim, da si lahko vsak najde eno veselje. Zdaj, cel kup imam enih, bom rekel, takih dejavnosti, ki me veselijo. Ne vem, potovanja so eno, šport do določene mere, absolutno, smučanje še zmeraj zelo rad pozimi, ogromno smučam. Golf sem zagrabil na polno, to zdaj že kar desetletje. Kar se pa tiče teh fizičnih aktivnosti, sem pa mogel zelo nekako preklopiti med temi košarkami, rekreacijami, mali nogomet, hokej na ledu smo tudi igrali, ker telo je že ne gre več. In zdaj sem bolj na nekih počasnih tekih, hribi, pohodi in tako naprej. Tako da, ampak to so mi drobna veselja, šport pa še vedno tudi, bom rekel, v smislu navijaštva mi ogromno pomembno. Mislim, prav veselim se kakšne ali prenos ali kakšne športne prireditve, ki si jo ogledam v živo, ker se zdi, da zdaj po eni strani dojemaš športno neko tekmo čisto drugače kot prej, po drugi strani tudi vem, kako se, ali pa zdi se mi, da vem, kako se je določen športnik počutil v kakšnem trenutku in je super spremljati športno. Mislim, zdaj olimpijske so bile top za gledati. V bistvu praktično ni športa, ki ga ne spremljam. No. Ja. Si rekel navijaško, pa to, pa hokej, pa to, Olimpija ali Jesenice. V bistvu sem totalno indiferenten, res bom tako rekel. Ker konec koncev sem sodeloval tako z enim klubom kot z drugim. Me je sicer kot otroka oče imel na tekme Jesenic. Nimam se, v bistvu, jaz že 30 let ne živim več na Jesenicah, no. Oziroma v tisti regiji, tako da se ne morem reči, da sem lokalc tam. V bistvu bi želel, da sta oba kluba, da prosperirata in da to je en najlepših pač klasičnih derbijev slovenskih. In bi bilo super, da bi bila oba zrihtana. Super za Olimpijo, da se zdaj postavlja neke nove temelje. Tako da hokej je super šport za gledati in za igrati konec koncev. Upam, da se bomo velikokrat videli na tekmah. Bom prišel. Tudi parkrat sva se že. Počasi gremo proti koncu. Zdaj, ko greš na smuče, vsako zimo, koliko časa še preživiš tam, smučaš hit počasi? V bistvu lahko smučam s komorkoli, tudi če je kakšen čisti začetnik. Tako sem se prilagodil, ker vidim, da ljudje tudi konec koncev zelo različno od smučanja pričakujejo. Eni so radi samo zun, eni grejo radi jesti, eni grejo radi žurirati. In se jaz lahko temu prilagajam, tako da sem že cel kup različnih, tudi poslovno imam cel kup obveznosti, ki moram z določenimi skupinami ljudi ali testirati smuči, ali imamo neka smučanja, kakorkoli. In zdaj lahko smučam zelo, mislim,
če grem za svoje veselje, potem je treba zelo zgodaj vstati, da je prazno smučišče, pa mora biti res lepa progica. Pol si dam malo duška, ampak tudi to je zdaj se zelo skrajšalo, ker lahko naredim zgolj kakšnih 5-10 voženj takih na hard. Pa je že kar pol. Ni več glava, mislim, da še vedno, da lahko ne telo, pa kar oddaja druge signale. Tako da tudi sem kar nekaj presmučal po, se pravi, off terena, izven, po neurejenih smučiščih. Sem bil 3-krat v Kanadi na powder skiingu, to je bila čisto ena nova dimenzija zame. A to ti so s helikopterjem spustijo? Ja, heli skiing, to je nora stvar. Zdaj se pa lotevam počasi, čeprav sem že to turno z očetom delal, da bom šel to turno smuko, da sem malo tako rekreativno. Je super, no? Lej, prišla sva do konca, res sem užival v tem pogovoru, upam, da tudi ti. Tako da, pa se še kdaj vidva, pa na hokeju seveda obvezno. Vsekakor. At the end, let me just tell you, Jure told me that he's finally learning Italian after a long time. He said, finally I will do the Italian, I will speak Italian, and he said he's doing good. At this point, I will give you a small present from Slovenia. You are still a role model to many people in Slovenia. We look up to you, and I will please take this gift as an invite to visit in near future our beautiful country. So this is for you. This is for you. I know. Grazie Jure. Grazie. I know you are a big fan of wine. Sì, adesso ti spiego perché. This is for you. Tutte le volte che c'era il compleanno mio veniva la gara a Kranjska Gora, quindi le cantine, i produttori di vini di quell'epoca mi regalavano in base all'età che avevo, quindi 25, 26, ogni anno 27 bottiglie di bianco e di rosso della zona, molto buono. Grazie ancora, che do un saluto, un abbraccio a tutti i vini sloveni, anche della Gorizia, della parte confinante con noi, del Friuli. Grazie ancora allora, lo conservo nelle 3000 bottiglie che ho in cantina. And please come visit us, and we will be happy to see you and host you in Slovenia. Ok, arriverò, spero presto. Will be my legs already light, very good motorbike, I'm only waiting for a sign. The start may say go, then I scream yo. Well, I'm sorry, I'll win this and take glory. Giro is behind, almost more than that. I take Tomba more than 20 seconds back. So I'm the best, I have never seen the rest. Just give me the money and make me rich. Yeah! But all this Was a beautiful, beautiful. Včasih smuča hit, včasih pa počas. 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 Muchachos, muchachos. No. Muchachos, muchachos. That's great. Včasih smuča hit, včasih pa počas. Včasih smuča hit, včasih pa počas.